Pozdravljamo in k besedi vabim akademika doktorja Rajka Bratoža, ki se je ukvarjal z Oglejsko cerkvijo že od svojega doktorata naprej in ki predstavlja to pomembno obdobje naše zgodovine, jo je predstavil tudi svojim študentom še kot profesor in še zdaj marsikaj dobrega napiše in nas uvaja v to pomembno stran naše zgodovine. Prosim, Rajko, beseda je vaša. Hvala lepa za povabilo. Upam, da z mojega teksta ne boste razočarani. Torej, stvar je, torej bom kar zdaj dal eno kratko predstavitev Akvileje, fokusirano na Akvilejsko cerkev v obdobju Fortunaciana. V času škofa Fortunaciana je bil Oglej ob Milanu kot eni od cesarskih prestolnic v vseh ozirih pomembna metropola z infrastrukturo cesarskega mesta. Jadransko metropolo so krasili cesarska palača, velike terme, ki so nosile Konstantinovo ime, skladišča hrane za oskrbo civilnega prebivalstva in vojaških enot, hipodrom, trgovsko in vojaško pristanišče, poveljstvo obrambne cone Claustra Alpium Iuliarum. V mestu je obratovala pomembna kovnica, prav tako je obstajala zakladnica. Severno od mesta je bilo vozlišče cestnih povezav, ki so vodile na vse strani. Proti vzhodu na Balkan in Podonavje, proti severu na območje Alp in zgornje Donave, proti zahodu v Galijo, proti jugu v Rim in polotoško Italijo. Mesto je bilo upravno središče province Venecija et Histria, ki je bila ena največjih in najpomembnejših provinc poznoantične Italije. V jugovzhodnem delu mesta je Fortunacianov predhodnik Teodor okrog leta 320 zgradil prestižno katedralo srednje velikih dimenzij, tlakovano s sijajnimi mozaiki, ki jo je Fortunacian okrog leta 345 z dograditvijo tako imenovane severne bazilike trikratno povečal. Zaradi pogostih cesarskih obiskov, ki so se večkrat podaljšali v večmesečno bivanje, so oglejski škofje prihajali v stiko s cesarji. S tem se je vzpostavilo tudi v Ogleju svojevrstno razmerje med cesarjem in škofom. V tej zvezi naj omenim pred 2 desetletjema objavljeno monografijo Patricije Just z naslovom Imperator et Episcopus, ki obravnava razmerja med cesarji in pomembnimi škofi v razdobju od Nicejskega do Carigrajskega koncila, se pravi 325 do 381. V obilici materiala, ki ga je avtorica obdelala, žal ni našel svojega mesta oglejski škof Fortunacian. Od oglejskih škofov je imel stike s cesarjem Konstantinom Fortunacianov predhodnik Teodor, ki ga je cesar povabil na koncil v Arles leta 314. Teodorjev podpis v dokumentih koncila je na visokem 4. mestu. Pri tem se je Teodor podpisal kot škof province Dalmacije, kar kaže na to, da je poleg svoje verjetno zastopal tudi dalmatinsko cerkev. Konstantin, ki je težišče svoje vlade prenesel na vzhod, je zadnjič obiskal Oglej leta 326, v času, ko je cesarska družina doživela veliko tragedijo. Usmrtitev Krispa, najstarejšega nezakonskega sina in prestolonaslednika z rangom Cezarja. Nekaj mesecev kasneje sledila usmrtitev cesarice Fauste, več sorodnikov in številnih prijateljev. V Akvileji je Konstantin tudi razglasil enega najbolj brutalnih zakonov v sicer zelo strogi kazenski zakonodaji poznega rimskega cesarstva. 15 let kasneje je Oglej postal usoden grob za njegovega najstarejšega legalnega sina Konstantina II.
Slabo zasnovana Konstantinova oporoka iz leta 335, ki je predvidevala kolektivno vlado v cesarstvu, je najprej postala vzrok za usmrtitev kar 9 princev kot potencialnih kandidatov za prestol, nato pa je sprožila državljansko vojno med najstarejšim sinom Konstantinom II., vladarjem Zahoda, in tretjim sinom Konstansom, ki je vladal osrednjemu delu cesarstva, Italija, Ilirik, Afrika. Samo ureditev vlade na vzhodu, ta je obsegal Malo Azijo, Sirijo, Palestino, Mezopotamijo in Egipt, na evropskih tleh pa pretežni del Trakije, kjer je nastopil vlado drugi legalni sin Konstanci, ni prišlo do sporov. Odločilnem spopadu, ki je potekal v začetku aprila 340, nekaj kilometrov zahodno od Ogleja, je predhodnica z Konstansove vlade, ki je prišla iz Ilirika, premagala zahodno galsko armado Konstantina II., ki je padel v bitki. Izid vojne je prinesel asimetrično ureditev cesarstva. Konstans je prevzel oblast nad 2/3 države. Svojemu ozemlju, Iliriku, Italiji in Afriki, je dodal celoten zahod, se pravi Britanijo, Galijo in Španijo. 3-letna vlada, skupna vlada Konstantinovih sinov, ni pustila pomembnih sledi. Vsi trije cesarji so bili krščansko vzgojeni, pri čemer je bil Konstans prepričan nicejec, enako v svoji kratki vladi Konstantin II., medtem ko je Konstancij pod vplivom okolja na vzhodu postal vnet arijanec. Vsi trije cesarji so, tako kot v poznem obdobju vlade njegov oče Konstantin, začeli omejevati poganstvo, rušenje templjev, prepoved poganskih praznikov, vendar je bilo omejevanje poganstva s cesarsko zakonodajo v tem času malo učinkovito. Kot se zdi, se je verska pripadnost v cesarstvu v znatni meri ujemala z veroizpovedjo vladajočega cesarja. Celoten Zahod, celoten Ilirik ter zahodna tretjina Trakije pod Konstansom so sprejeli nicejsko izpoved. Ostala Trakija in celoten vzhod, Konstancij II., pa je večinoma prevzela arijansko veroizpoved. Odnosi med obema cesarstvoma ali deloma države so bili prav zaradi verske različnosti slabi, občasno se je pojavila celo nevarnost državljanske vojne. Če vzamemo kot izhodišče prikaza 3,5-letno razdobje od pomladi 340, ko je se zaključila državljanska vojna, do koncila v Serdiki 343, ki naj bi privedel do verske sprave in miru, je bilo po dokumentaciji, ki se nanaša na versko opredelitev škofij, okvirno stanje naslednje. Okrog 85 škofov iz 24 provinc in diecez je bilo nicejskih, okrog 70 škofov iz 26 provinc pa arijanskih. Napetosti, poskusi prevzema škofijskih sedežev so vodili do nasprotij, ki so se lahko, predvsem ob volitvah škofov, spremenili v krvave incidente, saj sta obe strani, po ohranjeni dokumentaciji, pa še posebej arijanska, s cesarjem Konstancijem II. Na čelu, postopali neregularno mimo cerkvenih kanonov in državne zakonodaje. Gre za grobo policijsko nasilje, za izgone, zagrožene in večkrat tudi izvedene smrtne kazni. V takem razdobju je v nejasnih okoliščinah postal oglejski škof Fortunacijan po izročilu afriškega porekla s prvo omembo konec leta 342. K zgodnjim poskusom uveljavljanja arijanizma na praviloma nicejskem zahodu spada poskus enega najbolj profiliranih arijanskih škofov, Valensa iz Murse, današnjega Osijeka, da bi postal škof v Ogleju. Pismo katoliških škofov na sinodi v Serdiki, ki so ga naslovili na papeža Julija,
prinaša kratek opis incidenta, ki se je zgodil domnevno ob škofovskih volitvah v Ogleju in ki pomeni prvi primer spopada med katoliško in arijansko stranko v nekem mestu na zahodu. Pri tem je en škof, Viator, izgubil življenje. Pismo omenja nerede velikih razsežnosti, sedicijo, upor, danes bi rekli revolucijo, v katerih je množica poteptala enega navzočih nicejskih škofov, medtem ko so se drugi rešili z begom. Ker je zapis o dogodku kratek in neprecizen, so mogoče različne interpretacije, od katerih nobena ni povsem prepričljiva. Ena je, torej pridržek, ni nujno, da se incident zgodil v Ogleju. Vendar, kje bi se lahko drugod zgodil, vsi drugi škofijski sedeži v bližini so bili formalno, torej regularno zasedeni, najbližje škofije v severovzhodni Italiji so bile v Padovi, Veroni in Breši. V bližnjem zahodnem Iliriku Salona, Sirmium, Siscija in Ptuj. Torej tukaj se ni dogajalo nič, vse je normalno potekalo. Potem drugi zadržek, ali moramo dokazati, da je prišlo do izgredov, do te sedicijo v zvezi s škofovskimi volitvami. Dokaza ni mogoče doseči, vendar koncentracija večjega števila škofov se pojavlja praviloma, če ne gre za sinodo, prav pri volitvah škofov, kjer je bilo po kanonskih določbah nujna udeležba 7 škofov. Poznani so podobni izgredi tudi drugod, primer Milana 374, Sirmija 375. Ena razlaga, zadnja interpretacija, s katero se ne strinjam, vendar je na koncu koncev tudi možna. Nemški protestantski zgodovinar Christopher Brennecke meni, da je oseba, ki nastopa kot viator, ime škofa je bilo Viator, to naj ne bi bil škof, pač pa neki anonimni popotnik, ki je zašel v gnečo in je izgubil življenje v pouličnem spopadu kot slučajna žrtev, viatore. Da je Viator res ime, ki je obstajalo, eden v skupini škofov, v skupini italijanskih škofij vzdolž cestne povezave Rim via Flaminia, Jadranska obala via Emilia do Milana, ki se označujejo kot škofje ento canalio tes Italias, Canalis Italije. Dogodki v Ogleju pred koncilom v Serdi, ki so primerljivi z dogodki v Trakiji, kjer so bili Arijanci v premoči. Škof Theodulis Traianopolis je izgubil življenje. Brutalnega pregona je bil deležen škof Diodor iz Steneda v Mali Aziji. Zapisi iz tistega časa omenjajo aretacije, ječe v okovih, pretepanje in druge oblike nasilja. Naj kratko predstavimo za pravilno orientacijo cerkveno organizacijo v bližnji severni Italiji in zahodnem Iliriku v času, ko je nastopil Fartanacijan s prvo omembo 342, nato z 2 omembama leta 343 v času koncilij v Serdika. V provinci Venecija in Istrija so bile 4 škofije, Oglej, Padova, Verona, Breša. V latinskem Iliriku je bilo 18 škofij. Ob Ptuju, torej na slovenskem ozemlju, Sirmi, Siscija, Sisak, Mursa, Osijek, Singidunum, Beograd, Ratijarija, Ačvar, Akve, danes v severovzhodni Bolgariji, prav tako Castra Martis, Ojskuk, Horeum Margi, Viminacium, Naisus, vse v Srbiji, Skupi, torej na današnji Makedoniji, Ulpijana, torej na Kosovem, Serdika v Bolgariji, in torej Sofija v Bolgariji in Salona v Dalmaciji. Bistveno večje število je imel grški del Ilirika v tem času, cirka 40 škofij.
Čeprav je bil Fortunacijan škof pomembnega mesta, so bili njegovi politični in versko-politični nastopi v zgodnjem obdobju njegovega pontifikata pravzaprav malo številni. Naj jih navedemo v kronološkem zaporedju. Omenili smo leto 342, v sklepnem delu tega leta, torej pred koncilom, približno eno leto pred koncilom v Serdiki, se je Fortunacijan udeležil sestanka v Milanu ali Ogleju, torej vabitelj je bil cesar, ki bi bil lahko Konstans v Milanu ali Ogleju, ki ga je sklical torej imenovani cesar. Udeležilo se ga je več škofov, od katerih je Fortunacijan naveden na prvem mestu. Vsebina sestankov ni poznana, morda priprava na Serdiko. Sestanki škofov s cesarji so bili v primeru vedno znova pregnanega Atanazija, najbolj značajnega in najbolj pomembnega borca za pravovernost, podlaga za trditev, ki ga je reševala, da se ni nikdar pogovarjal s cesarjem Konstansom sam, temveč vedno ob navzočnosti lokalnega škofa. V Ogleju je bil ob takem obisku navzoč Fortunacijan, v Milanu Protazij, v Trierju Maksim in stari škof Osi iz Kordobe, ki je bil cesarjev gost, stalen gost v Trierju. Gre za španskega škofa, ki je predsedoval Nicejskemu koncilu in je bil cesarstvu najbolj ugledna osebnost v krščanskem svetu. V dokumentih koncila v Serdiki se pojavlja Fortunacijan kot podpisnik dveh pomembnih dokumentov. Podpisan je v seznamu podpisnikov pisma papežu Juliju, in sicer na 37. mestu od 61 podpisov. Potem pojavil se pa je tudi, torej njegov podpis je tudi v seznamu podpisov enciklike Zahodne sinode, kjer je njegov napis na 49. mestu. Vseh podpisov je 284. Zakaj tako veliko število? Ne, ker bi bilo toliko škofij, pač pa, ker je Atanazij potem pobiral podpise za to, da je pač dobil podporo večjega števila škofov. Presenetljivo pa podpisa oglejskega škofa ne najdemo na seznamu podpisnikov sinodalnega pisma cerkvi v Mareotidi v Egiptu ali dela Aleksandrije. Med 60 podpisi zahodnih škofov iz bližnjih provinc so svojim podpisom podprli Atanazija Aprianis Ptuja na 47. mestu, razen Fortunacijana so podprli Atanazija vsi škofje severne Italije, Lucij iz Verone, Urzacij iz Breše, metropolit Protazij iz Milana. Razlog za Fortunacijanovo abstinenco ni poznan. Na to pridemo hitro, da bomo praznovanje velike noči v Ogleju leta 345, kjer je praznoval veliko noč skupaj s cesarjem Konstansom in Atanazijem, torej po pravilu, ki se ga je Atanazij držal. Potem imamo kasneje srečanje manj zanimivo z Urzacijem in Valensom, dvema velikima nasprotnikoma Atanazija, ki sta v enem krajšem obdobju prestopila na katoliško stran. Potem Fortunacijan je kontaktiral s papežom Liberijem v zvezi s koncilom, ki naj bi ga sklicali v Ogleju, vendar je bil ta koncil zaradi cesarjeve odsotnosti, zaradi vojne v Galji z Magnencijem najprej odložen, nato pa odpovedan. Namesto v Ogleju je bil koncil naslednjega leta 355 v Milanu.
Fortunacijan Liberij je bil takrat izgnan, Fortunacijan je bil prvi, ki ga je prepričal, da se je uklonil Konstanciju II., ki je bil po Konstancovi smrti 350 vladar celotnega vladarja cesarstva in sicer arijanskega verskega prepričanja. V izogib dobro poznani epizodi Fortunacijanove vloge pri Liberijem izgonu v Traško Berojo predstavljam sedaj za konec 2 epizodi, ki morda dopolnjujete podoba Fortunacijana kot škofa. Prva taka 2 potencialna nastopa Fortunacijana, v virih ne najdemo pisma, vendar imamo škofovsko omembo. V antičnih virih se to dostikrat postavlja. Omenjen je poklic, nosilec funkcije, ne pa njegovo ime. Državljanska vojna 351-352 med uzurpatorjem Magnencijem Konstancijem II. Zonaras kot glavni poročevalec poroča, da je Magnencij leta 352, ko je doživel strahovit poraz pri Mursi, torej po porazu pri Mursi, ko se je umaknil v Oglej, poskušal pridobiti nove vojaške sile Zahoda, nekje iz Galije, Španije, če bi se dalo, obenem pa izboljšati svoj položaj ali celo rešiti svoje življenje po diplomatski poti. K Konstanciju je ta uzurpator napotil 2 poslanstvi. Prvo poslanstvo je vodil neki senator, to naj bi zbiralo informacije o nasprotni strani. Drugo poslanstvo so pa sestavljali škofje, bodimo pozorni na plural, torej ni bil en poslanec, pač pa jih je bilo več, naj bi posredovalo Magnencijevo prošnjo za pomilostitev, s katero bi zaključil vojno brez prelivanja krvi. Cesar je razumljivo obe poslanstvi ignoriral. Postavlja se vprašanje, na katerega ni mogoče dati jasnega odgovora, ker se je poslanstvo najmanj 2 škofov napotilo iz Ogleja, zadnje Magnecijeve trdnjave pred begom v Galijo, se po pravici postavlja vprašanje, ali je bil v poslanstvu oglejski škof Fortunacijan, ki bi v tem primeru zaradi svojega ranga imel vodilno vlogo. Množinska oblika dopušča možnost, da bi poleg njega šel na mirovno misijo še kateri izmed sosednjih škofov severne Italije, recimo dobro škofje iz škofij Verona, Breša, Padova, morda iz bolj oddaljene škofij Milana in Ravene, ki je, torej, to je eno tako vprašanje. Na to druga taka epizoda, ki tudi brez omembe imena predpostavlja, torej na hipotetični ravni neko Fortunacijanovo aktivnost, spada v državljansko vojno leta 361 po Julijanovi uzurpaciji. Mi smo v prejšnjem slučaju predstavili torej uzurpacijo, Magnencijevo uzurpacijo, 10 let kasneje je prišlo do nove državljanske vojne, ki se je deloma odvijala tudi v Ogleju. Švicarski zgodovinar Joachim Ziat je prvi opozoril na možnost v eni krajši razpravi o ravnanju Akvilejske cerkve v tem obdobju. Postavil je tezo, da je pri prestopu Ogleja na stran Konstancija, torej Oglej se je opredelil za Konstancija, za legalnega cesarja, proti poganu Julijanu in pri srditem upiranju Julijanovim enotam, ki so mesto obkolile, da je ta igrala pomembno vlogo Oglejska cerkev. Zopet gremo zdaj malo v razmislek. Tedaj je vodil
oglejsko cerkev škof Fortunacijan, ki bi v tem primeru lahko nastopil kot iniciator in soorganizator obrambe mesta, torej v obrambno-vojaški vlogi, ki za 4. stoletje ni tako pogosta, ni pa izključena, pač pa je to zelo pogosto v 5. stoletju. Amjan Marcelin kot poganski zgodovinar ne obravnava krščanske skupnosti v Ogleju, jo niti ne omenja, kateri je pripadal znaten del meščanov. Mi si lahko predstavljamo, da je v tem času že okvirno polovica ali vsaj polovica prebivalstva bilo že pokristjanjenega. Amjan Marcelin podrobno opisuje izjemno zagrizen odpor Oglejcev proti Julijanovi vojski, ki so ga vodili mestni svetniki in vojaški poveljnik, ki je izhajal iz Mezopotamije. Mesto je prestalo polletno obleganje od poletja leta 361 do februarja 362. Pri tem Oglej ni bil zavzet, ni padel, temveč je prenehal z odporom šele, ko je prispela potrjena novica, da je cesar Konstanci II. Umrl, torej umrl je novembra, v Akvileji so zato zvedeli zaradi vojnih razmer šele februarja, s čimer je vsak odpor Oglejcev, torej vojskovanje, izgubilo smisel. Amjan Marcelin podrobno opisuje neuspešne naskoke, enega za drugim, na obzidje Akvileje. Odločilna bitka za Oglej je potekala prav na območju ob reki Nadiži, torej v Oglejskem pristanišču, v najbližji soseščini katedrale, ki jo je Fortunacijan zgradil v sredini stoletja. Kratko opisani epizodi kažeta vsaj na hipotetični ravni na diplomatske in celo vojaške sposobnosti neimenovanega avtorja razlage evangelijev. Najlepša hvala za tole predstavitev zgodovinskega okvirja in teh napetosti, ki so se dogajale v naši neposredni bližini v takratnem burnem času pozne antike.